Uspeh pri uvrstitvi med finaliste v prvi vrsti pogojuje tisto najbolj splošno, se pravi izpolnjevanje formalnih kriterijev in tudi uspešna argumentacija izpolnjevanja formalnih kriterijev. Potem je tu seveda skladnost oziroma ujemanje vaših osebnostnih karakteristik oziroma projekcija ujemanja teh karakteristik s timom, ki že obstaja v družbi. To se običajno preverja s pomočjo psihometrične diagnostike. In pa uspešna demonstracija vašega interesa, da se pridružite tej specifični delovni sredini. Torej, demonstracija tega, da veste nekaj o okolju, ki se mu želite pridružiti in da veste tudi, zakaj se mu želite pridružiti. Kako prepričati v finalu, pa je že nekoliko globlja raven. In sicer povezana predvsem z ujemanjem vaših osebno živetih vrednot s tistimi vrednotami, ki jih je dorekla sredina v okviru določitve njihove organizacijske kulture. Torej gre za vaš potencial istovetenja z organizacijsko kulturo družbe in pa tudi prepričati, kako boste s svojim delovanjem, svojimi znanji in svojim dobrim delom in sodelovanjem lahko prispevali k uresničevanju vizije oziroma tistih ključnih ciljev delovne sredine. Moč prepričljivosti izhaja iz vaše usklajenosti samega seboj, iz avtentičnosti, iz iskrenosti. In to je prava pot. Tudi če vam ne uspe v prvem razgovoru, mislim, da je to tisto zagotovilo, da vas kadrovik ali potencialno nadrejena oseba ohrani v spominu in vas zagotovo pokliče, ko se pojavi prava priložnost za vas.